Lep prisrčen pozdrav vsem skupaj. No, jaz sem malo pobrskala po svojem spominu za nazaj, torej takrat, ko sem reševala svoje neke neugodne situacije in se seveda spomnila, da sem morala premagati eno veliko stvar, najprej sama pri sebi, katera sploh ni bila lahka. Zdaj vem, da bi morala posneti to svoj prvi video točno o tej temi, pa kakorkoli se boste razumeli. Jaz verjamem, da to vsi poznamo, to našo cono udobnosti in v njej se seveda počutimo kar se da udobno. Ne glede na to, ali je ta cona resnično udobna za nas, se v njej resnično počutimo zadovoljni, ali se v njej počutimo ujeti, nesrečni, morda celo obupani. Včasih raje vidimo, da smo na dnu, da trpimo, jokamo, kljub temu, da se v nas neprestanoma oglaša en droben glasek, da bi morali nekaj spremeniti. In seveda tukaj se začne zapletati. Nekateri se zato tolažite, da nimate dovolj sredstev, en kup izgovorov preleti ven, a je moja izkušnja, moj rezultat daleč drugačen. Ljudje se ne premaknete iz cone udobnosti iz lenobe, saj prav lenoba spodbuja to našo potrebo po udobju, iz nekih starih vzorcev, ki ste jih nekoč dobili, da tega niste vredni, da ne zmorete, da niste dovolj dobri in še seveda en cel kup ostalih negativnih stvari, iz strahu pred nečim novim, čeprav vas na koncu čaka lepše na koncu, tudi pred neznanjem, kje in kako sploh začeti. Edina možnost za vašo spremembo je vaša odločitev. Ni pomembno, za kakšno spremembo gre. Lahko je glede zdravja, denarja, odnosov v družini, odnosov s partnerjem, glede otrok, v šoli ali v službi, o lastni teži in aktivnosti, skratka, kjerkoli, na katerem koli področju. Danes je nov dan in začnite delati spremembe na sebi. Če si boste rekli, da boste začeli delati to kasneje ali pa jutri, verjamite mi, da ne kasneje, ne jutri, kar tako ne bo prišel do vas. Mislite, da ne vem, o čem govorim? Pa še kako dobro vem. Ne pozabite, da sem nekoč prav jaz bila na vašem mestu. Če vam ni vseeno za vas, in jaz verjamem, da vam ni, če si želite narediti spremembo na katerem koli področju, začnite z delom danes. Kot prvo, nehajte se kritizirati, pohvalite se, ker že to, da ste stisnili play in da poslušate sedaj moj video, verjamite mi, da ste dvignili svojo zavest, svojo energijo. In kako sedaj začeti? Jaz sem prepričana, da je marsikdo si zastavil to vprašanje. Torej že zjutraj, ko se zbudite, pa magari si nastavite budilko 10 minut prej. Verjamem, da komu na začetku ne bo najbolj prijetno, vendar verjamite vi meni, da se boste tudi na to navadili. Še preden vstanete iz postelje, dajte si našteti svoje drobne stvari v življenju, tiste vsakodnevne, za katere mislite, da so samoumevne, pa verjamite mi, nobena stvar v vašem življenju ni ne drobna, kaj šele samoumevna. Prav nobena. In se s srcem zahvalite zanje, torej za stvari, ki jih že imate v svojem življenju. Za dober spanec, da ste se zbudili v topli postelji, zahvalite se za zdravje, da imate službo, da imate šolo, ker ravno iz nje črpate svoje znanje, pa če tudi vam morda v tem trenutku ni najbolj všeč, bom o tem povedala kaj več v kateri moji drugi temi. Da se lahko gibate, zahvalite se, da si lahko pripravite zajtrk, popijete svojo kavo. Jaz sem vam o tem in še malo več povedala v svojem prejšnjem videu, torej kako se naj začne nov dan z zahvaljevanjem. Vsi tisti, ki ste zboleli oziroma bolehate za katerokoli boleznijo, meni je popolnoma razumljivo, da ne morete kar tako preklopiti svojih misli, da ste zdravi, popolnoma normalno in vas razumem,
vendar kljub temu si lahko rečete: zdrav sem oziroma zdrava sem, ali pa moje fizično in mentalno telo je zdravo. Ponovite si to čim večkrat na dan. Zakaj? Zato, da boste začeli v to verjeti. In kako začnemo verjeti v nekaj? Čim večkrat izgovarjate pozitivne stvari. Vam negativna prepričanja pomagajo? Ne. Zato jih spremenite v pozitivna. Torej, brcnite to svojo cono udobnosti iz svojega življenja in začnite z delom na sebi. A je pomembno, da drugi ljudje, ki vas ta trenutek obkrožajo, verjamejo v vas? Nikakor. Pomembno je, da vi verjamete sami vase. Prej kot boste svoja stara prepričanja začeli spreminjati, svoje stare navade, prej kot boste začeli se zavedati, da imate vsak ključ za lepše življenje v svojih rokah, toliko prej boste začeli uživati sadove svojega novega in lepšega življenja. Evo, to vam jaz garantiram. Si sploh predstavljate, če boste vsak dan naredili nekaj zase, se omaknili iz te cone udobja, kakšen gromozanski napredek boste dosegli? Jaz verjamem v vas. Ste morda opazili tega mojega prelepega geneškota v videu? Njega sem izbrala samo za vas, da vam bo pomagal pri vaših novih začetkih. Zanj se iz vsega srca zahvaljujem svoji dobri prijateljici, da ga je slikala in mi ga seveda tudi poslala. Vsi vi pa, če imate kakršnokoli vprašanje, kar veselo na dan z njimi pod mojimi videi, če rabite kakršnokoli pomoč, pišite mi, se vam morda rojeva kakšna nova ideja o novi temi, dajte mi jo zaupati. Imejte se kar se da fantastično, imejte se radi, spoštujte se in kmalu se slišimo v kakšni novi temi, v novem videu. Pa pa.